Peugeot 5008 je lep primer, kako so se skozi zadnja leta spremenili avtomobilski apetiti. Ob rojstvu leta 2009 je bila njegova oblika povsem preprosta. Bil je namreč klasični enoprostorec. Po njem so segali vsi, tako pari, ki so želeli bolj dinamičen slog, in jim je bilo pomembno, da so brez težav v ogromni prtljažnik spravili tudi kolo ali kakšen drug športni rekvizit, manjši podjetniki, ki so cenili prostornost prtljažnika, in seveda družine, ki so lahko izkoristile možnost 7 sedežev. Potem je na sceno stopil razred križancov. V hipu je osvojil svet, zanimanje kupcev pa je zbudil v vseh cenovnih okvirih in predvsem v vseh avtomobilskih razredih. Tako kar naenkrat niso bili dovolj veliki in luksuzni SUV-ji. Kupci so potrebovali tudi manjše, mestne križance, seveda pa so želeli svoje tudi družinski uporabniki. In rodili so se družinski križanci s 7 sedeži. In kot tak je tudi, ali pa še vedno je, prenovljeni Peugeot 5008. A vseh zaslug vendarle ne smemo pripisati avtu samemu. Namreč, leta 2016 so pri Peugeotu predstavili prenovljeni model 3008. Njegova življenjska pot je bila enaka kot pri 5008. No, razlika je le v tem, da je bil model 3008 prvi. Peugeot 3008 je bil najprej družinski enoprostorec, no, saj skušal je biti, potem pa je leta 2016 v hipu osvojil vse, kar se je dalo. Tako kupce kot novinarje in gladko postal je tudi evropski avto leta 2017. Ja, tudi sam sem glasoval zanj, saj je ob oblikovni svežini ponudil tudi prijetno notranjost in za povprečnega kupca nadpovprečno vozno udobje. Sicer ne vem, če Francozi poznajo slovenski pregovor, ki pravi, da kuj železo, dokler je vroče. A dejstvo je, da so uspeh modela 3008 zgrabili z obema rokama. Ali še bolje, zavihali so rokave in po enakem receptu prenovili ne samo večjega brata 5008, ampak celotno paleto vozil. Zdaj so si Peugeoti med seboj, saj pri križancih, res da popolnoma podobni, a zdi se, da to kupcev ne moti. Preprosto jim je oblika všeč in pod črto to največ šteje. Zato prenovljeni 5008 seveda ne prinaša večjih oblikovnih popravkov. Konja, ki zmaguje, se ne menja in oblika ostaja enaka, le še malenkostno bolj izpiljena je. Pozorno oko bo opazilo novo masko brez okvirjev, ki se zažira v nove žaromete, vse skupaj pa dopolnjujejo še novi odbijač in napis na pokrovu motorja, da se ve, da je to 5008. To pa je praktično vse od oblikovne prenove, če odštejemo zadnje luči, ki zdaj svetijo v LED tehnologiji, in nova platišča, kar pa seveda sama oblika avtomobila nima nobene neposredne zveze. No, novost je še posebni paket Black Pack, s katerim je bil opremljen tudi testni avto. Že samo ime pa pove, da prinaša dodatke v črnem odtenku, izmed katerih vsekakor najbolj izstopajo črna maska, strešni nosilci, spodnji del avtomobila in seveda velika 19-palčna platišča. V notranjosti oblikovnih sprememb ni, so le malenkostni popravki in pa novi materiali. Pri Peugeotu pravijo, da so povečali občutljivost in zanesljivost delovanja osrednjega zaslona. Med testom z njim ni bilo nikakršnih težav, seveda pa veliko k dobremu rokovanju zaslonom doprinesejo klavirske tipke, preko katerih izberemo glavne funkcije, potem pa jih na zaslonu zgolj fino nastavimo. A ker veliko ljudi kupuje avtomobile tudi z očmi, so pomembna novost novi materiali. Tako je bila tudi v testnem avtu notranjost ozaljšana z alcantaro, ki da avtu precej bolj premijski občutek. A na začetku sem rekel, da je ne glede na obliko Peugeot namenjen tudi družinam. Pa poglejmo zakaj. V ta namen sta v zadku spravljena dodatna 2 sedeža. Pri predhodniku je bila to doplačilna opcija, zdaj pa sta že pri drugi opremi od 6 zadnja sedeža serijska. Zanimivo je, da se je pri predhodniku kar 45% vseh kupcev odločilo doplačati za zadnja 2 sedeža.
Takrat, ko pa v avtu ni več kot 5 potnikov, pa je dobrodošel pomik sedežev v drugi vrsti. Ti so enaki, vključno s sredinskim, pomikati pa jih ni mogoče le vzdolžno, ampak se vsakemu posebej lahko prilagaja tudi naklon hrbtnega dela. Dobrodošla pa bo tudi možnost preklopa sprednjega sovoznikovega sedeža. Ko ga zložimo, je namreč v Peugeotu 5008 možno prepeljati kar 3,2 metra dolge predmete. Torej, če se bodo otroci odločili za smučarske skoke, težav ne bo. Otroke na eno stran, smučke pa na drugo. Testni avto je poganjal 2-litrski turbodizelski motor. Ja vem, nima ravno veliko skupnega z električno prihodnostjo, a v tem trenutku je vsekakor dobra izbira za tiste, ki dnevno opravljajo veliko kilometrov. 133 kW se namreč ne boji avtoceste, ne izzivov na ovinkasti podeželski cesti. Z mesta do 100 km/h je testni 5008 pospešil v nekaj več kot 9 sekundah, za njegovo največjo hitrost pa tovarna navaja 208 km/h. Povprečna poraba je znašala okoli 7 do 8 litrov za 100 prevoženih kilometrov. Ob umirjeni, takšni kot na našem normnem krogu, pa ta brez težav pade na spodobnih 5,5 litrov. Prenovljeni 5008 je še boljši na področju varnostno-asistenčnih sistemov. Vožnji znotraj voznega pasu tako lahko zaukažemo, kje bi se radi vozili. Po sredini ali ob desni oziroma levi strani črte. Če se vam zdi to nepomembno, se spomnite oziroma pomislite na gnečo na vpadnicah v evropska velemesta. Med pasovi kar ne zmanjka skuterjev in motociklov in denimo v Franciji je nepisano pravilo, da se dvokolesniki vozijo ob desni strani prehitevalnega pasu. Tako je potrebno avtu zaukazati, da se drži leve črte in tako naredi dovolj prostora na desni strani za prej omenjene motoriste. Za še večjo varnost pa velja izpostaviti samodejno zaviranje v sili, ki deluje zdaj do hitrosti 140 km/h, pri čemer ob vozilih zaznava tudi pešce in kolesarje tako po dnevi kot tudi po noči. Izboljšan pa je tudi prediktivni tempomat. Ob spremljanju avtomobila pred vami se samodejno zaustavi, če postanek traja manj kot 3 sekunde, tudi samodejno spelje. Če se čaka dlje, se je potrebno dotakniti pedala za plin in spet se aktivira tempomat. Tako tempomat kot omejevalec hitrosti pa spremljata tudi prometne znake in hitrostne omejitve ter, če voznik to želi, tudi samodejno prilagajata hitrost vožnje. Za konec pa seveda še cena. 5008 že v osnovni različici ni poceni, a si slovenski kupci v večini primerov izberejo še bolje opremljene različice. Morda tudi takšno, kot je bil testni avto, ki zahteva 42 000 evrov. Je pa sicer res, da omenjeno ceno precej znižajo popusti in ugodnosti, s čimer znaša končna cena tegale testnega Peugeota 5008 dobrih 36 000 evrov. Presojo, če je to veliko ali ne, pa seveda prepuščam vam.